Danes je v medicini randomiziran kontrolni preizkus, ko imaš ti zdravilo, ko imaš ti placebo in daješ pacientu nekaj časa eno reč in spremljaš izboljševanje zdravstvenega stanja čez 2 dni, čez 1 teden, čez 14 dni pa čez 2 meseca. To je zlati standard. A ne? In mi pravimo, da je to malo problem, da se je ta zlati standard tukaj zakoreninil, ker nas ne zanimajo tako zelo, kaj se zgodi, če imaš glavobol, pa če vzameš aspirin, pa ga čez 2 uri nimaš več ali imaš pa bistveno manjšega, to ni nekaj, kar bi bilo za nekaj wow. Kar bi mi želeli, da bi se delali več v znanosti, so prospektivne študije. To pomeni, kaj se dogaja s temi pacienti, če jih mi podvržemo določenemu zdravljenju čez 2, čez 5 in čez 10 let. Kako je kronično zdravje populacije s tem pa tem. Ne? Teh študij imamo pa zelo malo. To so prospektivne študije, ko se spremlja določeno kohorto ljudi več časa. Zakaj imamo teh zelo malo, pa zakaj imajo nizko težo v znanosti? Ker jih je zelo težko objektivizirati. Ne? Ti težko določiš, koliko vseh faktorjev lahko na enega človeka vpliva, da bi lahko nekaj rekel, da je pa to prav zaradi tega terapevtskega ali pa drugega posega. Ampak vseeno, take študije se da narediti kvalitetno in škoda, da se jih ne dela več. 2 študiji sem izbral. Vitovo, ta je nemška, skoraj 4000 pacientov so spremljali v homeopatskih, splošnih in homeopatskih praksah v Nemčiji in Švici. V Nemčiji in Švici so to počutni, da dovolijo, da je zdravnik, homeopatni splošni zdravnik vseva isti osebi v isti prostoru, v istem delovnem času. Ne? In tam so enostavno pogledali resnost kronične bolezni, s katero so prišli ljudje in kaj se je z njimi dogajalo po 3, 6, 12 in 24 mesecih homeopatskega individualnega zdravljenja. In so pacienti sami opazovali resnost svoje bolezni od 0 do 10 in zdravniki isto. Kaj se je izkazalo, da z rezultati pacientov, njihove ocene pa zdravniške so bili zelo podobni in kaj se je zgodilo? Resnost bolezni po 24 mesecih. Odrasli 6,2 na 3,0. Otroci 6,1 na 2,2. Po 2 letih zdravljenja, tako kot ne bi šlo. Enako velja za kvaliteto življenja. Se pravi, kvaliteta življenja se je izboljšala, resnost kliničnih zdravljenj. S tem, da ni bilo pri adolescentih pa nobenih pomembnejših razlik opazano. Pa ni. To je zanimivo, pa adolescenti so težki zdraviti. Homeopatsko. Res? V glavnem zato, ker nočem sodelovati, ker so pametni, ker so kakorkoli. Študijo, ki jaz ne bi kar nekam v enem predavanju držal in rekel, to je vse nekvač. Druga študija, 6544 zaporednih outpatient ambulantnih obiskov pacientov v angleški homeopatski bolnici. V Angliji imajo 4 homeopatske zbornice in imajo tudi ambulante in jih spremljajo. Ki so jih spremljali, ki so jih zdravili in 70% pacientov je po 6 letih poročalo, da se jim je zdravje v tem času izboljšalo, 50% tem pravi, da se jim je zelo izboljšalo. To so seveda rezultati, ki niso, tudi študija, ki ni zastavljena neki strogo tako, a ne, mi smo ene ankete, ampak 50% tem je to zelo ali pa bistveno pomagalo.